Pozdravljeni trgovci in dobrodošli nazaj na še enem novem videoposnetku iz Tripa Trading. V današnjem videoposnetku z vami delim strategijo dnevnega trgovanja, ki jo lahko izvajate na 5-minutnem časovnem okviru in za katero potrebujete 3 brezplačne kazalnike. Kot vedno vas vljudno prosim, da se naročite na moj kanal YouTube in všečkate ta videoposnetek, da bom lahko še naprej brezplačno pripravljal te videoposnetke za vas. S tem je bilo rečeno, da hitro začnemo z videoposnetkom. Danes trgujem s strategijo na ceni bitcoina, vendar lahko to strategijo izvajate tudi na drugih kriptovalutah ali na foreju ali na borzi. Kot sem že povedal, za to strategijo dnevnega trgovanja uporabljamo 3 kazalnike. Prvi kazalnik, ki ga izpolnimo na analitični platformi Tradingu je polovični trend. Drugi kazalnik, ki ga uporabljam, je EMA ali eksponentno drseče povprečje. Tretji, ki ga uporabljam, pa je standardni kazalnik obsega. Če ste dodali vse kazalnike, mora biti vaš grafikon zdaj videti takole. Seveda bomo kazalnike prilagodili. Začnemo z indikatorjem pol trenutka, naredite enako kot jaz, tako da boste tudi vi dobili prave nastavitve. Drugič, spremenimo dolžino kazalnika EMA. Dvakrat kliknite na indikator EMA in spremenite dolžino z 9 na 200. Nazadnje dodamo še eno drsečo sredino indikatorju obsega in spremenimo dolžino na 30. Prav tako naredim belo barvo, da se ne bomo zamenjali z drugim drsečim povprečjem. Zdaj, ko smo dodali vse 3 kazalnike na ceno, vam bom korak za korakom razložil, kako jaz osebno trgujem s to strategijo. Ko bom strategijo razložil korak za korakom, jo bom tudi 1.0 backtestiral, da boste lahko videli rezultate na daljši rok. S to strategijo lahko postavite tako nakupne kot prodajne pozicije. Pri nakupni poziciji je to preprosto, saj takrat zaslužite denar, ko se trg dvigne. Zato bom začel z razlago nakupne pozicije. Preden lahko oblikujemo nakupno pozicijo, si moramo ogledati nekaj pravil. Prvo pravilo je, da želimo videti ceno nad 200 EMA. To je močan kazalnik, ki nam kaže, da se cena giblje v naraščajočem trendu. Nato želimo videti nov bikovski znak iz kazalnika poltrenda, ki je ta pika v modri barvi. Nato pa želimo videti obseg na ceni, ki ga lahko označimo s tem, da se vrstica obsega dvigne nad črto 30 drsečega povprečja. Kot lahko vidite, imamo pri tej trgovini pripravljene vse potrditve, zato lahko odpremo nakupno pozicijo. Pozicijo odprem takoj, ko se zapre zadnja sveča in stop loss nastavim pod zadnjim svinglom. Nato nastavim ciljno vrednost za 1,5-krat višjo. Zdaj si oglejmo, kako se ta nakupna pozicija zapre. Kot lahko vidite, se je ta pozicija zaprla z dobičkom v približno 1 uri. Zdaj, ko veste, kako strategija deluje pri nakupni poziciji, jo bomo nekoliko otežili z odprtjem prodajne pozicije. Večina trgovcev začetnikov misli, da lahko zaslužite samo takrat, ko trg raste, vendar to ne drži. Z lahkoto lahko zaslužite denar tudi takrat, ko trg pada. Pravila za odpiranje prodajne pozicije so v bistvu enaka, le da so obrnjena. Zdaj želimo videti ceno pod 200 EMA in želimo videti rdečo prodajno piko iz kazalnika polovičnega trenda. Nazadnje seveda želimo ponovno tudi obseg okoli cene, kar vidimo tako, da pogledamo, ali se sveča obsega dvigne nad 3.0-stopenjsko drsečo sredino. Tudi tu vidimo vsa pravila strategije, zato lahko zdaj odpremo prodajno pozicijo. Zdaj postavim stop loss nad zadnjo najvišjo vrednost singa in ciljno vrednost na 1,5-krat višjo vrednost. Poglejmo, kako se ta prodajna pozicija zapre.
Tudi ta pozicija se je zaprla z dobičkom. Trajalo je malo več kot 1 uro, vendar se je zaprla z dobičkom. Torej lahko s to strategijo zaslužite tudi, ko trg pada. Zdaj, ko veste, kako ta strategija deluje tako na rastočem kot na padajočem trgu, vam bom pokazal še nekaj primerov. To pa zato, ker je pomembno, da si ogledate več primerov te strategije. Preden to storim, želim odgovoriti na vprašanje, ki se pogosto zastavlja prek našega spletnega mesta in pod videoposnetki na YouTubu. To vprašanje se glasi, na kateri platformi naj trgujem? Sam vedno trgujem na borzi Bybit. To počnem zato, ker je to jasna in profesionalna platforma za kriptovalute, na kateri lahko preprosto postavljate nakupne in prodajne pozicije. Poleg tega vedno uporabljam vzvode za hitrejše doseganje dobička. S pomočjo vzvodov lahko svoje pozicije povečate tudi do 1,00-krat hitreje. Vendar pa lahko tudi 1,00-krat hitreje izgubite. Zato to funkcijo uporabljajte le, če izvajate dobro strategijo. To postavitev s 4 cenami uporabljam tudi zato, da zlahka spremljam več kotacij. Zelo uporabno, če ste dnevni trgovec. Skratka, Bybit je dobra in zanesljiva borza kriptovalut za trgovanje. Ali želite tudi vi trgovati na tej borzi? Potem imate trenutno srečo, saj Bybit podarja enkratni bonus za polog do $3000. Borzo Bybit lahko obiščete prek povezave v opisu. Hitro se vrnimo k strategiji. V redu, zdaj ko veste, kako strategija deluje in na kateri platformi jo lahko izvajate, bom strategijo 1,00-krat preizkusil in vam na to pokazal rezultate. Na začetku si lahko ogledate še nekaj pozicij, da boste lahko še enkrat videli, kako izvajam strategijo, nato pa bom splakoval sliko, da video ne bo trajal predolgo. Seveda med testiranjem za nazaj upoštevam nekatere dejavnike. Med vikendom namreč ne odpiram pozicij, ker je Forex med vikendom očitno zaprt in ker ima kriptovaluta med vikendom običajno majhen obseg, zaradi česar lahko strategija slabše deluje. Začnimo. Ok, pravkar sem končal backtesting in v tem jasnem pregledu vam bom pokazal vse podrobnosti te strategije. Kot veste, trenutno trgujem s to strategijo na ceni bitcoina in uporabljam razmerje med tveganjem in donosnostjo 1,50. Za odprtje 100 pozicij je bilo potrebnih 39 dni, povprečni čas pozicije pa je bil 1 ura in 25 minut. Od 100 odprtih pozicij se je 44 zaprlo z dobičkom, 56 pa z izgubo. To pomeni, da je stopnja uspešnosti 44%. Največje število izgubljenih pozicij zapored je bilo 8 pozicij. Med testiranjem za nazaj sem torej imel niz izgub, v katerem sem 8 pozicij zapored zaprl z izgubo. Največje število dobičkonosnih pozicij v vrsti je bilo 4 pozicije. Če torej 44 dobičkonosnih pozicij pomnožimo z razmerjem med tveganjem in donosnostjo 1,5, dobimo rezultat 66. Tu odpravimo 56 izgubnih pozicij, kar ima za posledico dobiček 10 razmerja med tveganjem in donosnostjo, ki so skupaj predstavljale 183,34%. Čeprav smo izgubili več, kot smo pridobili, smo z izvajanjem upravljanja tveganj še vedno ustvarili dober dobiček. Tako lahko zaključimo, da ta dnevna strategija dobro deluje. Zdaj si poglejmo, koliko dobička lahko ustvarite s to strategijo na podlagi vrednosti računa $1000. Če imate vrednost računa $1000, očitno nikoli ne boste vložili teh $1000 naenkrat. Večina trgovcev začetnikov sicer izračunava svoj dobiček za celotno skupno vrednost sredstev, vendar je to očitno napačno. Svoj dobiček vedno izračunavate glede na znesek, ki ste ga na koncu pripravljeni izgubiti na pozicijo. Tabelo sem pripravil za 3 različne vrste trgovcev. Previdni trgovec, ki želi tvegati le $20 na pozicijo ali 2% celotnega zneska.
Povprečen trgovec, ki želi tvegati $50 na pozicijo ali 5% celotnega zneska. In agresivni trgovec, ki želi tvegati $100 na pozicijo ali 10% celotnega zneska. Na levi strani zaslona vidimo naš dobiček. V 3 vrsticah na desni strani je prikazano, koliko bi zaslužili na posamezno naložbo. Kot lahko vidite, je ta znesek očitno precej nizek. Na levi strani pod našim dobičkom pa vidimo, koliko bi zaslužili, če bi uporabili vzvode. Ponovno sem uporabil 3 vrste vzvodov. Vzvod v višini 5 za previdnega trgovca, vzvod v višini 10 za povprečnega trgovca in vzvod v višini 50 za agresivnega trgovca. Kot lahko vidite, se dobički zdaj takoj hitro povečajo. Če vzamemo povprečje povprečja, potem boste z vrednostjo računa $1000 s to strategijo v obdobju nekaj več kot enega meseca zaslužili približno $916,70. Če želite tudi vi to strategijo izvesti ali jo najprej preizkusiti, ne pozabite, da jo lahko izvajate na računu Bybit z bonusom za brezplačni depozit v višini do $3000. Seveda imamo tudi TripaTrading Premium naročnino, ki vam omogoča trgovanje z mojimi pozicijami. Preprosto navedem, kdaj bom odprl pozicijo, in vam pošljem takojšnje obvestilo, ko to storim. Na ta način lahko tudi vi sodelujete pri trgovanju na trgu s polnim delovnim časom, medtem ko vam ga ni treba analizirati samim. Več informacij je na voljo na spletni strani. Zahvaljujem se vam za ogled tega videoposnetka in se veselim, da se vidimo v naslednjem videoposnetku.